Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pretekli teden je minil v duhu priprav na začetek novega šolskega leta, ki se je v petek 1. septembra tudi pričelo. Z našo ekipo smo se pridružili šolarjem na osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici. Prvošolce je tam pozdravil tudi župan mestne občine Krško. Danes grem v prvi razred, pa se veselim šole. Še šolčev. Dobro jutro, dober dan. Lepo pozdravljen na naši šoli. Kako si? Dobro. Dobre volje. Je torbica težka? Ni, super, se kaj doma pozabil? Ne, to je pač ni težka, ne? Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Prihod v prvi šolski dan je dolgotrajen, vsaj za otroka. Otrok je ves v pričakovanju, ne ve točno, kaj pričakuje, ampak pričakuje ogromno. Sama kot mama sem tudi, moraš biti kot starš pod dobrim vtisi, da jo pač upelješ, da gre rada, z veseljem stopi šolski prag. Prvi šolski dan je bil zelo napet. Pripravljali smo se že par dni. Imamo sina, ki ni ravno bil navdušen in ni pričakoval, kaj bo danes. Zato smo bolj starša, ko sva vedela, kaj ga čaka, pripravljala mu šolske stvari, ker on misli, da se bo igral v prvem razredu in ni pričakoval, da bo to malo več zasedeti. Zato je danes se zelo obračal, ko je govorila gospa ravnateljica, on je gledal okoli po dvorani in gledal, kje so starši ostalih njegovih sošolcev. Upam, da bo prvo šolsko leto dobro potekalo in da bodo uspešno končali prvi razred. Spoštovani učenci, spoštovane učenke, z današnjim dnem ostajate učenci osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. In danes vas vse prav lepo pozdravljam. Torej danes je 1. september in stopili smo v novo šolsko leto. V šoli imamo vpisanih 201 učenca, prvošolčkov pa danes vstopi 27. Na to šolsko leto smo se skupaj s sodelavci temeljito in lepo pripravili, zato verjamem, da bomo tudi skozi šolsko leto uspešno peljali vse te naše izzive, ki smo si jih zadali. Imamo sicer malo prostorsko stisko, vendar smo tudi to, lahko rečem, zelo uspešno rešili. Tako da veselimo se današnjega prihoda učencev, današnjih prvošolčkov in želimo si samo, da uspešno, peljemo to šolsko leto do zadnjega dne. Tudi danes sem sam počutim kot prvošolec, glede na to, da sem prvo leto med prvošolci kot župan. Vesel sem, da sem dobil vabilo, da sem se lahko udeležil te njihove slovesnosti v končni fazi, kajti tako kot vsem nam dejavnosti prva stvar vedno ostane v spominu. Vsem otrokom sem zaželel prijetno počutje v šolskih klopeh. Mestna občina Krško je jih presenetila z primernim darilom za obisk v prvi razred in verjamem, da bojo kot učenci nadaljevali zgodbo učenosti v naši mestni občini Krško. Moj sin je danes začel prvi razred na osnovni šoli Brestanica. Zelo se je veselil, vsak dan me spraševal med počitnicami, kdaj gre končno v prvi razred. Danes so imeli tukaj lep sprejem, tako da mislim, da bo zelo dober začetek in bojo uživali otroci in se veliko novega vsak dan naučili. Kako se spominja svojih prvih šolskih dni, nam je za našo televizijo zaupal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Pa poglejmo. Najbolj se svojega prvega dneva spominjam potem, da sem glede na to, da nisem obiskoval vrtca, ker tudi ni bilo tako moderno vrtec, da sem otrok kmečke družine, kako smo šla skupaj z mamo v šolo, v Leskovško staro šolo, lahko rečem, in ko je bilo treba, da bi se usedel v klop s svojimi bodočimi sošolci, sem se mame tako držal za krilo, da me težko odtegla, seveda so pa bile prisotne tudi solze in kar nekaj dni potem, ko sem obiskoval prvi razred, sem šel z smokom v grlu in pa z solznimi očmi v šolo. Verjamem, da današnji otroci temu ne bodo
tako sledili in da grejo z veseljem v šolo. Potem pa spoznaš nove okolje, nove prijatelje, prijazne učiteljice in zadeva iztekla in v bistvu sem potem z veseljem hodil v nadaljevanje šole. Brežiški župan Ivan Molan je ob prvem dnevu šole pozdravil učence na osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi. Z našo ekipo smo se sprejema prvošolcev udeležili. Poglejmo. Vsako leto kot župan obiščem eno šolo in pa seveda pozdravim prvošolčke in jim želim seveda najprej prijetno bivanje, dobro učenje in pa ob tej priložnosti seveda bi tudi pozval vse, predvsem voznike, da smo previdni, kajti vemo, da na cesta bo veliko prvošolčkov. Vsako leto pa seveda tudi podarimo knjige, kajti občina Brežice je branju prijazna občina in prav, da prvošolčkom podelimo knjige, ki jih seveda od začetka skupaj prebirajo z njihovim učiteljicam, kasneje pa jaz verjamem, da se bojo naučili toliko brati, da jih bojo lahko sami prebrali. Veseli nas, da je danes prišel na našo šolo župan, gospod Ivan Molan. Malo je začutil ta utrip šolski, hkrati nam pa svoj prisotnostjo daje vedeti, da nas ceni, da zaupa v našo strokovnost in ne nazadnje, kar se mi zdi zelo pomembno, da občina pomaga šoli kot instituciji, da lahko normalno funkcionira. Tako da si želimo bodoče tudi tako uspešnega in dobrega sodelovanja še naprej. Občina Brežice daje seveda veliko poudarka predvsem izobraževanju, tako imamo v občini 8 šole, eno podružnico, katero obiskuje okoli 1950 otrok, od tega je v letošnjem letu okoli 241 prvošolčkov, seveda zraven tega pa imamo še tudi vrtce. Občina Brežice predvsem skrbi za materialne stroške in pa seveda za infrastrukturo, kot so šole, učilnice in podobne stvari. In seveda s tem omogočamo pogoje, da pouk teče nemoteno. Seveda ključno nalogo pri samem izobraževanju pa imajo učiteljica, vodstva šola in pa vsi zaposleni. Naj povem seveda, da v letošnjem letu imamo tudi posebnost, predvsem imamo veliko težav v šoli Artiče, kjer je neurje kar precej poškodovalo streho, tako tudi je prišlo do tega, da v 2 učilnicah je prišla voda noter, zato smo tudi nekako namenili dodatna sredstva, da se ta streha sanira, tako da bo v letošnjem letu lahko tekel pouk nemoteno. V prihodnosti pa seveda si želimo, da bi čim prej prišli do nove šole v Artičah in pa seveda potem po programe še v Globokem. In jaz upam, da bo nam seveda odvisno seveda od finančnih možnosti to tudi uspelo in da bojo tudi v Artičah imeli takšne pogoje, kot jih imajo v večini šol. Prav osnovno šolo v Dobovi pa je kot otrok obiskoval tudi župan Brežic Ivan Molan. Razkril nam je, kako se spominja svojih prvih šolskih dni. Ja, to je pa že precej davno. Tudi sam sem hodil v osnovno šolo v Dobovo, seveda še takrat v staro šolo. Takrat je bilo bistveno drugače, kajti dejansko mi nismo bili v vrtcih, smo imeli neko, bi rekel, predvsem uvajanje 6-mesečno, tako da smo bili otroci bistveno bolj, bi rekel, preplašeni, ko smo začeli prve dneve v šoli. Vendar je bilo tudi drugače, takrat smo še morali, so še naši starši nosili ozimnice in pa podobne stvari. Smo pa tako kot danes se veselili predvsem družin in pa marsikaj drugega, vendar kljub temu so lepe spomini na osnovnošolska leta. Tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ima na osnovnošolska leta lepe spomine. Kako se spominja šole in šolskih poti, nam je zaupal v izjavi. Svojih prvih šolskih dni se spominjam. To so bili časi, ko ni bilo 9-letke, ko smo še hodili v malo šolo. In mala šola je bil posebno doživetje, igra, kajti izkušnje z vrtcem nimam. In res lepo je bilo v mali šoli, kjer ni bilo potrebno še znati abecede niti poštevanke, potem je postalo bolj zahtevno. Simpatično. No, največji dogodek je bil pa prihod in odhod iz šole in v šolo. To pomeni
prihod do avtobusa, avtobus in čakanje na avtobus. To pa je tisto dogajanje, ki daje prihodu v šolo oziroma šoli poseben čar. Verjamem, da je danes še vedno tako in da se na avtobusih marsikaj dogaja zelo zanimivega in prijetnega. Pot v šolo, pot iz šole je zagotovo druženje, spoznavanje in tega mislim, da se ne sme otrokom odvzeti, kajti oblikovanje skupnosti, oblikovanje družbe temelji na poznanstvih iz osnovne šole. To so najbolj trdna poznanstva, ki trajajo najdlje in to je nujno, da je ta čas pred in po šoli dobro izkoriščen v smislu druženja med samimi učenci. Predvsem pogumno, sproščeno, pa hkrati nekoliko tudi previdno, kajti promet je nevaren, zahteven, varen je toliko, kot varno ravnamo vsi posamezniki v prometu in če se držimo načel varnosti, tako vozniki, starši, kot tudi otroci, bo zagotovo varno. Predvsem pa sproščeno, kajti šola je prostor, kjer se pridobiva znanje, upam, da na sproščen način in z dobro voljo in to naj bo vodilo. Za konec pa skočimo še v muzejsko zbirko zbiratelja Borisa Jevšnika s Kostanjevice na Krki, kjer je na ogled postavljena skoraj celotna zgodovina slovenskega rudarstva. Med razstavljenimi eksponati lahko najdemo delujoč jamski telefon, številne signalne naprave, pa razne čelade, rudarske svetilke in ostalo rudarsko opremo. Obsežna zbirka nas popelje v bogato preteklost rudarske zgodovine, več pa v prispevku. No, to je jamski telefon. Sicer jaz jih imam več, ki so med seboj povezani. Te telefoni vsi zdaj delajo. Sicer, ko sem jih dobil, so bili neizpravni. Tako da gremo tako daleč, da večina stvari, kaj je tukaj takih, dela. Ja, zbiram vse, kar diši po rudarstvu. Vse. To so svetilke, varnostne, karbitne, elektro, oprema, čelade, orodje, varnostni aparati. No, navdih je sigurno prišel s tem, da so bili vsi pri rudniku, ne? Oče, staroče, mama, strici, tete, vsi. Ne? Že takrat, v bistvu, takrat nisem začel zbirati, od takrat imam določene stvari, ko sem jih spravljal, v bistvu. Jaz zbiram zelo dobrih 10 let, pa aktivno zbiram. Ne. Večina iz slovenskih rudnikov to. Zelo veliko imam navezan, naprimer RTH, se pravi Trbovlje, Hrastnik, pa Zagorje, Velenje, ne. Nekaj iz Mežice, z Idrije. Bi rekel, iz slovenskih rudnikov skoraj vseh. Pa dol imam Srbijo, nekaj imam z Bosne, nekaj iz Hrvaške. Drugače pa z Nemčije imam dosti, ne. V svoji zbirki imam lampe v bistvu od začetka, se pravi od sveče, potem lojenk, oljenk in lahko rečem do danes te elektrosvetilke, ko se še uporabljajo. Se drugej neko rudniku Velenje, ki drugej ni. Tukaj smo zdaj pred varnostnim svetilkom, to so bencinske svetilke. Se pravi, da delajo na bencin, razen ene, torej še karbitna varnostna svetilka, ker je v bistvu ena starejših tukaj. No, tole je varnostna svetilka, ki je stara 123 let. Ta svetilka, ne, je gorela približno centimetrom plamena. Čim se je plamen višal, se pravi, se je dvigoval nivo metana. In čim je prišel nad 4%, se pravi, da je bil plamen nekaj tukaj, se je bilo treba odmakniti z delovišča na varno mesto. Ne. Čim je ugašval ta plamen, se pravi, je bil CO2 in je bilo
isto treba zapustiti delovno mesto. In to so svetilke, ki v bistvu niso bile za osvetljevanje, ampak samo zaradi varnosti. Ne. To je bila ena svetilka v bistvu na odkopu, ki je imel prvopisan kopač. Tukaj noter, kaj teh lamp je čez 200 vseh skupaj, jih lahko zagotovo rečem, da je 90% dela. Ne. No, to so pa karbidne svetilke, njo si odprl. Tukaj je šel karbid noter, to je bil rezervoar za vodo. S tem si doziral vodo skozi to iglo, ki je kapljala na karbid, ki je ustvaril plin acetilen in je šel tukaj na gorelnik, mi smo rekli na Brenner in tukaj je gora. Sam tukaj je gorel, ja, in to je močna bela svetloba, tako da karbitrice so zelo dobro osvetljevale prostor. Ne. Imele so pa tudi scheinwerfer ali odsevnik, slovensko povedan, ki je pa usmeril prav snop svetlobe. Ne. No, tule smo pri eni polici, ki so mi, bi rekel, bolj ljube stvari. Tole so karbitrice od sorodnikov, bi rekel. Tole je od prijatelja iz Idrije, ko so imeli čisto posebne. Mislim, posebna oblika je bila, se je delovalo je vse na istem principu. No, tole je komplet vse od očeta. Tole je moja prva čelada, ki mi je dal en vrovnik, se je še tudi ohranila. Tole je čelada od zelo dobrega prijatelja tudi. No, tukaj smo pa pri strelnih strojčkih, ohmmetrih. Tole je, mi smo rekli, kapsel, električen detonator. Jaz sem bil v prvem razredu, ko sem bil v jami že, ne, z očetom, no, takrat se je še dal to. Ni se smelo, ne, samo se je še dal, ni bilo tako strogo, kot je zdaj. Ne. Čez vikend sta bila po dva, največkrat je bil strelc, pa nadzornik jame, ne, sta bila dežurna in takrat ona dva sta v bistvu samo kontrolirala, da ni v jami nič narobe. Naprimer pri črpalkih, pri plini so se zmerili, pa take stvari. V bistvu obhod jame sta imela, ne? In takrat sem po večini šel zraven noter. Ne? Te lokomotivce pa to, ne? Sploh ta tehnika mi je bila skozi. Ne? Naprimer, jaz z mamo prišel gor, sem bil tudi po cele šihte, po 8 ur z njo gor na šihti. Ne? Pa so me pobili, da so se mi rešili, naprimer so mi dali te akumulatorce, te male, ko so bile tam nad stranski tir, pa sem se jaz vozil gor pa dol, samo da so imeli mir pred mano. Pol ti pa to ostane. Naprimer, gore otroci, se nismo drugej skoraj igrali kot v Štircu, ne? Ko se je odlagala jelovina pa to. Ne? Tam smo bili večino. Šel slajtnega nabirali, pa tudi, da smo pol šrikličke delali, vrače. Zapuščice obtežiti. Vse je bilo. Najdražja meni osebno je karbitrica v bistvu, ko jo imam že od svojega prvega razreda, ko sem jo dobil in je ostala še zdaj. Se pravi, je več kot 50 let sam pri meni. Jaz sem šel v Maškore in pri Rudniku so bile rezerve. Ne? In jaz sem rezervo dobil sam za Maškore, ko jo nikdar nisem vrnil. No, mogoče ena zanimivost, ki je tukaj tudi noter, so tele čelade iz Velenja. V bistvu je 7 barv različnih, ki pomenijo tudi različna dela in naloge, ki so jih upravljali v jami. Ne. Na Senovcu so imeli samo 4 barve. Ja. Se pravi, bela je bila rudar, modra je bila vzdrževanje, elektro in strojno, rumena je bila reševalci, rdeča je bila pa nadzornik in tehnično vodstvo. Ne. No, tole smo pri naglavnih lampih različnih tipov, samo vse te lampe so bile teže tam okrog 3 kile. Zdaj lampa, ki jo še uporabljajo
V Velenju je prišla na par dek, 30 dek, ne, vse skupaj. In velika razlika je v tem med tole zapasom plus samoreševalc, ki ima približno tudi okoli 2 kile, ne, ali pa med lampo s 3 kilom, pa še samoreševalc. Se pravi, smo prišli iz 6 kil tam približno na 2 kile, pa še malo. No, tukaj smo zdaj v drugem prostoru. Tukaj vidimo nekaj orodja, ki se je uporabljalo v jami. Tole imamo en indukcijski telefon. Tole je govorilna naprava. Sicer to je že bolj moderno zdaj. Tukaj imamo pa nekaj spominkov, nekaj od strica jamomerskih pripomočkov. Tukaj so šobe ali pa, ko smo mi rekli, deze, brenerji za krbetrce. Tukaj pa vidimo čelade, v bistvu od začetka, tu so še usnjene. Te čelade so bile vse uporabljene na senovškem rudniku, potem so bile bakelitne. Od teh čelad je šlo pa potem na plastiko. No, tukaj vidimo še en ovcuk z očetovim stvarmi. Ovcuk ali ketna, to je bilo obešalo v črni garderobi, s katerim si dvignil mazane, prešvicane, bi rekel, cote ali pa obleko, pod približno 5 metrov pod strop, gor so bili ventilatorji, da se je do druge smene to posušili, da si suho obleko. No, tukaj smo pa pri numerah, vsak rudar je imel svojo številko. Tele male, to so bile za obleke, ko jih je dal prat, on je dal numero in ko je bila obleka čista, je to numero vzel. Potem so bile numere, ki so bile pri svetilkah. Ta numera je stala pri svetilki, ko je rudar vzel svetilko, je vzel tudi numero, ki je obesil potem na tako, približno tako ploščo in šel v jamo. Se pravi, on, ko je prišel z jame, je vzel numero in dal svetilko polniti, pa numero zraven. Se pravi, če je numera ostala na tablici, točno vedeli, da ga ni z jame. Tole je pa še neki reševalne opreme, v bistvu opreme, ki so jih uporabljali reševalci. Tole je, kot sem že prej pri onih svetilkih omenil, samoreševalc, to je mogel vsak nositi. To je naprava, ki ti je brez, da si ti aktivno nekaj delal, ti je dajala zrak približno 20 minut. Če si bil ti aktiven, hoja, pa take stvari, je bilo tega še manj. Če si bil v čistem mirovanju, je zdržali tudi do pol ure, pravijo. Potem so pa še druge, tu je dihalni aparat reševalca, pa razni merilni aparati, kot so interferometri. Tu so aparati za merjenje metana v jami. No, tule imamo eno od signalnih naprav, ki je bila pri Vitlu ali po domače pri Ašpelu, ki so se, s to napravo so se devali signali, da se vedeli, kam si vlekel gor, dol, sem, kje ta naprava še dela. No, to je čist moja osebna zbirka, ne. Lahko se je pa vsakdo pogleda, kjer ima željo, s tem, da me prej pokliče. Rade volje razkažem tole pač, kar sem nabral v teh letih. Pa si poglejmo še, katere so bile tiste novice, ki ste jih največkrat kliknili na našem spletnem portalu eposavje.com.
Tako, to je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.